Pod pisanimi strehami Čara mesta živijo pripovedne predstavice za otroke, ustvarjalnice, pravljična druženja in pravljične rojstnodnevne zabave. Pika, pika, piskrček je predstava za otroke, s katero se je v Konjiškem domu kulture na pomladni ponedeljek 13. aprila 2015 zaključil sklop pravljičnih uric. Po prepletu motivov koroške ljudske pravljice z naslovom Mojca pokraj culja je domačinka Maja Furman prikazala znano pravljico malce drugače, sceno in lutke je ustvarila Urška Stropnik-Šonc. Škratka Katka iz Čara mesta je zelo slikovito, doživeto in v stiku z otroško publiko pripovedovala zgodbo svoje dobre prijateljice Mojce pokraj culje. Na hlačo in se mi da skrajšati kakšne hlače. A je tako? Dobrodošla lisička, kar izvoli v piskrček. In lisička je zlezla v piskrček, se udobno namestila, si poravnala v sklavniki. Zaspala. In Mojca pokraj culja in lisička Zvitoripka, mojstrica Šivilja sta spali, ampak ne za dolgo. Niti sanjati še nista začeli, ko se je zgodilo kaj. Zopet je nekaj potrkalo na vrata. Ali ne bo miru nocojna, kdo je tokrat? Je vprašala Mojca pokraj culja. Mojčica, prosim, spusti me v svoj piskrček. Jaz sem volk, kako sem premočen. Čakaj, volk, čakaj. Hitro mi povej najprej, kaj znaš, da vidim, ali se te splača spustiti v piskrček. Jaz sem vendar volk, mesar. Jaz sem volk, mrki volk, sivi volk, sem mesar. Rad imam klobase, čokoladne, marmeladne in pa tiste sočne, sadne, njam, jaz sem volk slastne klobase. Imate radi sadne klobase? Jaz tudi. Najraje imam višnjeve. Kaj pa vi? Pa marcipanove so dobre, pa tudi jagodne. A vi imate tudi jagodne, najboljši, ne? Petka. Jagodne, tako. Ja, če si pa mesar, potem pa dobrodošel v moj piskrček. Mesar pri hiši zmeraj prav pride, zmeraj se nam pocedijo sline ob slastnih klobasah. Izvoli, sadne, marmeladne, jagodne, kakšne smo še rekli? Čokoladne, ne? Ja. In tako so zdaj v piskrčku spali Mojca, lisička in volk. Vsi trije so si poravnali v glavi. A vi si ga tudi zvečer poravnate? Tako da so digli in so zaspali. Kako zlatne globazne. Mojca zelo rada zbira pike, male in velike. Nekega dne je med pometanjem dvorišča našla veliko zlato piko, krajcarček. Zanj si je kupila velik rdeč lonec z belimi pikami. Zunaj piha mrzel veter in kmalu se pojavi lisica Zvitorepka, mojstrica Šivilja. Z Mojco se dogovori, da jo sprejme v svoj piskrček, ker zna spretno šivati. Kasneje se jima pridruži še volk mesar, medved čevljar, zajec krojač in jelen drvar. Živali gredo zjutraj vsaka na svoje delo, lisica pa je hlinjala, da jo boli trebuh in je ostala doma. Mojca ji svetuje, naj si v kuhinji skuha čaj. Ona pa je medtem zvito polizala v smet, ki je bil v kozačku namenjen za sladico za vse goste. V zgodbici se pojavi zaplet v zvezi s tem izginotjem in spretno izmikanje resnici. Seveda se ve, da je Medotat bila lisica, ki je svoje dejanje spretno prevalila na ubogega zajca, ki pri vsem tem ni bil popolnoma nič kriv. Da bi našli krivca, so se živali polegle pred piskrčkom na sonce in tistemu, ki bo med prilezel iz ust, bo tat. Lisica je takoj, ko ji je med prilezel iz ust, z njim namazala zajca. Ko se je zbudila, je videla preganjanje nedolžnega zajca, ki niti ni pojasnjeval, da ni kriv, temveč je enostavno zbežal. Med begom si je polomil sprednje tačke in od takrat naprej imajo vsi zajci prednje noge krajše od zadnjih. Škratka Katka se je po koncu predstave še fotografirala z mladimi obiskovalci, ki so z veseljem od blizu pogledali v njen piskrček in se poigrali z lutkami.